Spoštovani gostje, sledi govor predsednice Republike Slovenije, doktorice Nataše Pirc Musar, ki jo vljudno vabim na oder. En lep dober dan vsem skupaj. Najprej, neizmerno sem vesela, da ste se odzvali mojemu povabilu. Z levega in desnega pola, to mi veliko pomeni. Namreč, mislim, da ženske lahko marsikaj naredimo, marsikaj premaknemo na bolje. Naša energija je drugačna. In preden grem v uradni del nagovora, naj povem, da sem še posebej vesela, ker sta med nami tudi prva predsednica Državnega zbora, ženska v tej vlogi v Republiki Sloveniji, prva zunanja ministrica tudi v zgodovini samostojnosti Republike Slovenije in res si štejem v posebno čast, da lahko nagovorim vas, ženske, danes ob tem mednarodnem prazniku žensk. Skratka, spoštovana predsednica Državnega zbora, spoštovana ministrica za zunanje in evropske zadeve, spoštovane in drage gospe, spoštovani gospodje. Najprej, spoštovane gospe, vam seveda ob Mednarodnem dnevu žensk iskreno čestitam, nam čestitam. Kot prva predsednica Republike Slovenije v prisotnosti prve predsednice Državnega zbora in prve ministrice za zunanje zadeve v zgodovini naše samostojne države, ter vseh vas, spoštovane in drage gospe, pozdravljam, da Mednarodni dan žensk v letu 2023 prvič praznujemo na takšen način in da imamo pomembna sporočila. Naše izkušnje in delo dokazujejo, da smo ženske upravičeno lahko ponosne na prehojeno pot, zaradi njih pa lahko s pogumom načrtujemo prihodnost in brez sleherne zadržanosti rečemo, tukaj smo. Druga za drugo in za vso družbo. Veliko nas je, imamo znanje in imamo sposobnosti. Z njimi želimo dejavno sooblikovati prihodnost in narediti svet boljši. Tukaj smo in tukaj bomo. Prisluhnile vam bomo in pričakujemo, da boste tudi vi, tisti, ki nas poslušate in nas spremljate preko medijev, prisluhnili nam. Sodobna družba mora stati na temeljih enakopravnosti, solidarnosti in dostojanstva. In prepričana sem, da vse danes prisotne tukaj v to iskreno verjamemo. Spoštovane in spoštovani, v svojem govoru želim spregovoriti o treh temah, ki so mi zelo pri srcu. Najprej o pomenu današnjega praznika in feminizma za napredek družbe, nato pa vam bom predstavila projekt, pri katerem si iskreno želim vaše naklonjenosti in sodelovanja. Odločanje vedno temelji na znanju in ozaveščenosti. Vodilne predstavnice slovenske politike smo prve v vrsti, ki moramo biti, če želimo kakovostno odločati, ozaveščene o vseh pomembnih temah, ki vplivajo na naše življenje. Torej tudi o tem, kaj je feminizem in zakaj se je vredno potruditi za njegovo širše razumevanje v družbi. Če uporabimo jezik, žal vse preveč prisotnega fenomena sodobne komunikacije, dezinformacije, so skozi čas to plemenito in v boj za pravičnost usmerjeno gibanje opredelile najmanj kot hudo nezaželeno, nepotrebno in v zadnjem času kot a priori skrajnost, ki se ji je treba izogibati. Brez zavedanja ali razumevanja o tem, kaj feminizem sploh pomeni in kaj zagovarja. Dovolite mi, da vas za trenutek popeljem v preteklost, da se spomnimo, kako se je oblikoval in razvijal univerzalni razsvetljenski projekt feminizem. Zgodovina je imenitna učiteljica, zato je vedno koristno prisluhniti. Prepričana sem, da bomo tako lažje gradili tudi našo prihodnost. Že Platon je v svojem delu Država ugotavljal, da ni nobenega javnega poklica, ki bi pripadal ženski zato, ker je ženska in moškemu zato, ker je moški, temveč so naravne sposobnosti enakomerno razdeljene med oba spola, tako da so ženski dostopni vsi poklici,
prav tako pa tudi možu, zato bi morale imeti ženske enak dostop do izobraževanja in politike. V Angliji 18. stoletja je radikalno premikala meje Mary Wollstonecraft, katere knjiga Opravičenje ženskih pravic velja za klasiko feminizma. Svoja načela je tudi živela in tako tudi njena hči Mary ni bila le soproga velikega pesnika Shelleyja, temveč jo še danes poznamo kot avtorico Frankensteina. Olympe de Gouges je leta 1791 napisala in objavila Deklaracijo o pravicah ženske in državljana, v kateri je pozvala ženske, da se prebudijo in spoznajo svoje pravice do svobode, lastnine, varnosti in predvsem do upora zoper zatiranje. V zgodnjem 20. stoletju so sufražetke zahtevale volilno pravico tudi za ženske. Dan 8. marec so izbrali v spomin na dan, ko so ženske, tekstilne delavke v New Yorku, leta 1857 prvič stavkale. V Sloveniji so ti procesi potekali od prvih večjih demonstracij za pravice žensk, začetka izhajanja ženskega časopisa Slovenka, do prve Slovenke Marije Urbas, ki je leta 1906 doktorirala na Graški univerzi iz filozofije, do prvega praznovanja Mednarodnega dneva žensk, uzakonitve volilne pravice žensk leta 1945 ali pa leta 1974 v ustavo SFRJ zapisanega določila, da ima vsaka ženska pravico svobodno odločati o rojstvu otrok, do začetka delovanja prvega telefona v sili za pomoč ženskam in otrokom leta 1989 in nato tudi v samostojni Sloveniji. Kar so izborile generacije pogumnih žensk pred nami, zato trpele, bile kaznovane, zapostavljene in trpinčene in žal celo umorjene, moramo vsak dan iskreno ceniti in spoštovati. Ženske se še vedno pogosteje kot moški soočamo z ekonomsko odvisnostjo, zahtevnejšim usklajevanjem zasebnega in poklicnega življenja, stereotipi, prevelikimi družbenimi pričakovanji, z nasiljem, nespoštovanjem, nestrpnostjo, tudi s sovražnim govorom. Pri spopadanju s temi izzivi in okoliščinami pa sta, tako vselej, za preseganje teh razlik zelo pomembni naša samozavest in naša neomajna volja. Predvsem pa zavedanje, da gre za dolgotrajen proces, ki od družbe zahteva pogum in pošteno delovanje. Feminizem je torej svoboda za vse. Je gibanje za enakopravnost in enakovrednost vseh nas, žensk in moških. Vključuje in želi, da bi vsi imeli več, nikakor, da bi kdorkoli, sploh pa moški, imeli manj. Feminizem sloni na enakopravnosti in pravičnosti, na enakosti, ki je daleč od istosti. Daleč od ideje, da smo ženske vredne več kot moški ali da so moški sovražniki žensk. Enakovrednost žensk je v interesu vseh, ne zgolj žensk. Biti feministka mi pomeni priznavati enakovrednost vseh ljudi, boriti se za pravično porazdelitev moči v družbi, za možnost izbire, načine življenja, poklica, nenazadnje, s kom se kdo želi objeti. Za uravnoteženo zastopanost spolov pri odločanju ter iskreno spoštovanje dostojanstva sočloveka, ne glede na to, katerega spola je. Ne da bi vedela, sama feminizem živim že nekaj časa in ga imam očitno zapisanega v svoj DNK. Že vse življenje me pri tem spremljajo modrosti izjemnih žensk. Navsezadnje so me tudi njihove vrednote in nauki pripeljali do današnjega dne, ko vas nagovarjam kot prva predsednica v zgodovini Republike Slovenije. Njim v čast in vsem nam v navdih sem nekaj njihovih misli o feminizmu zbrala in jih boste kmalu lahko prebrali na zaslonih. Prvi del nagovora pa želim skleniti z naslednjo mislijo. Feminizem temelji na pravičnosti, vzajemni svobodi,
solidarnosti in vključenosti, zato tudi ni uperjen proti moškim, kot se morda zmotno misli. Feminizem je gibanje za odpravo zatiranja, kratenja pravic in nestrpnosti do drugega. To misel je zapisala Bell Hooks oziroma Gloria Jean Watkins. Zunanjo ministrico Tanjo Fajon so se ravnokar vrnili iz Dohe z konference Organizacije združenih narodov manj razvitih držav. Veliko so seveda tam delali na prepoznavnosti Slovenije zaradi naše kandidature za nestalno članico Varnostnega sveta. To je bil projekt, ki ga je začel že prejšnji zunanji minister, gospod Anže Logar, in vesela sem, da je gospa Tanja Fajon prevzela to njegovo pobudo in jo nadaljuje in gara dobesedno za ta naš uspeh. Srečevali so seveda tam moške in ženske, žensk bolj malo, ampak tiste ženske, ki so bile tam, so pa me navdale z nekim pogumom, z nekimi idejami o tem, kako lahko tudi v afriških deželah, kjer ženske še zdaleč nimajo takšne moči, veljave, možnosti za uspeh, lahko vendarle tudi uspejo. Hvala gospe Fajon, da širi feministično politiko, in če ste me pozorno poslušali, kaj feminizem je, upam, da boste razumeli, da tudi feministična politika ni bav in da je usmerjena v enakost, enakopravnost vseh nas. Na tem mestu bi pa vendarle želela povedati še eno stvar, ne samo moški in ženske. To, kar sva s Tanjo videli in slišali v Dohi, je včasih, veste, kar kruto, ne? Da se danes pogovarjamo o tem, da države, ki bodo zaradi podnebnih sprememb izginile z zemljevida, da bodo ostale brez svojega ozemlja, da zato znotraj Organizacije združenih narodov govorimo o tem, ali lahko obstajajo države brez teritorija. Da danes govorimo o podnebnih spremembah in se morda premalo zavedamo, da so nerazvite države, ki predstavljajo četrtino našega planeta, tiste, ki prispevajo v škodljive emisije zgolj 4% teh izpustov. Na nas, ki smo razvita država, je, da to razumemo in da jim poskušamo pomagati. Vesela sem tudi, da je Evropska unija tista grupacija držav, ki veliko pomaga nerazvitim državam. Za leto 2021 imam podatke, da je Team Europe, kot radi rečemo, nerazvitim državam prispeval 71 milijard evrov. Tudi Slovenija po svojih zmožnostih seveda v ta fond prispeva. Ženske imamo drugačno energijo. Ženske znamo morda kdaj na lepši način povedati tudi krute stvari, ampak to, kar mene razveseljuje, da se število žensk v politiki v Sloveniji vendarle povečuje, je pa to, da smo bolj empatične. Da znamo morda preko svojih čustev, zavedanja o tem, da svet okoli nas dejansko ni lep in res ni lep, doprinesti s to svojo energijo z razmišljanjem, predvsem v politiki, od koder vi prihajate, drage moje dame, nekaj te energije, ki bo peljala Slovenijo in ja tudi svet v lepši jutri. Hvala lepa. Hvala, gospa predsednica republike.